Kar se tiče organizacije dogodka samega, smo tukaj v sodelovanju, se pravi Inštitut za študije prekariata, Fakulteta za družbene vede kot gostiteljica, Ekonomska fakulteta in tudi Pravna fakulteta. V začetku bi prosil dekanjo Fakultete za družbene vede, gospo Moniko Kalin Golob, da nas nagovori, prosim. Kolega Poglajn, najprej hvala lepa, da ste na enem samem kupu zbrali toliko pomembnih, močnih, vplivnih in pametnih ljudi. Zato, ker imam nekaj protokolarnih težav, ker sta skupaj trčila akademski in politični svet, bom mogoče v nagovorih kakšen hujši prekršek storila in jih bom tudi generično poimenovala, da ne bom samo v nagovoru predolga. Torej, spoštovani predsednik Državnega zbora, magister Dejan Židan, spoštovani gospod rektor Univerze v Ljubljani, v Mariboru, gospod profesor Kačič, spoštovani nekdanji predsednik Republike Slovenije, profesor Tirk, spoštovana kolegica dekanja Metka, spoštovani kolega Gregor, dekan Pravne fakultete, spoštovani ministri, spoštovana ministrica, spoštovane kolegice in kolegi, dobrodošli na Fakulteti za družbene vede ob tem zelo pomembnem dogodku, ki lahko spreminja našo družbo. Po izobrazbi sem slovenistka, jezikoslovka, literarna komparativistka in vedno se mi zdi dobro pri govorih uporabiti tisto, kar smo prinesli med svojim študijem na ta svet, in sem se pogovarjala s kolegico Aleksandro, kaj mi gre dobro, pa pravi, najdi kakšen dober citat iz slovenske realistične literature na temo trpljenja, mučenja delavcev. In sem res kar nekaj časa brala, iskala, pa nič mi ni bilo dovolj všeč. Bilo je predolgo, da bi bila poanta velika, zato sem mimogrede v svojem večernem branju, ki je čisto z drugih bregov, brala sem, ne vem, če poznate, psihiatra Irvina Jaloma, ki je pred kratkim v slovenščini izdal knjigo Kako sem postal, kar sem. In ko sem tole zvečer brala, seveda misleč na to, kaj bom danes povedala, sem naletela na eno staro hasidsko zgodbo in zdela se mi je pravzaprav svojo poanto zelo primerna za današnji dan, zato vam jo bom prebrala. Je kratka, ne se bati. Takole gre ta judovska zgodba. Rabin se je z Bogom pogovarjal o nebesih in peklu. Pridi, pokazal ti bom pekel, je rekel Bog, ter odpeljal rabina v sobo, v kateri je bila velika okrogla miza. Okoli nje so sedeli obupani in sestradani ljudje. Sredi mize je stal velikanski jušnik z obaro, ki je tako slastno dišala, da so se rabinu kar sline pocedile. Vsak človek za mizo je držal žlico z zelo dolgim ročajem. Čeprav so se dolge žlice dotikale jušnika, so bili njihovi ročaji daljši od rok tistih, ki so želeli jesti, in ker si niso mogli ponesti hrane k ustom, nihče ni jedel. Rabin je videl, da ti ljudje strašno trpijo. Zdaj ti bom pa pokazal nebesa, je rekel Bog. In šla sta v drugo sobo, ki je bila povsem enaka prvi. Tudi tam je stala velika okrogla miza, na njej pa jušnik z dobro dišečo obaro. Ljudje so imeli enako dolge žlice, vendar so bili vsi dobro nahranjeni, okrogli, smejali so se in pogovarjali. Rabin ni mogel razumeti. Preprosto je, vendar zahteva določeno veščino, je rekel Bog. Vidiš, v tej sobi so se ljudje naučili, kako nahraniti drug drugega. In mislim, da smo zato danes tu, da bi doumeli, da je treba poskrbeti za sočloveka. Številni raziskovalci in raziskovalke na naši fakulteti resno, znanstveno, strokovno prek projektov analizirajo različne dimenzije fenomena prekarnosti in prekarizacije. A mogoče najdlje in najbolj sistematično to počnejo kolegice in kolegi na Centru za raziskovanje organizacij in človeških virov, ki ga vodi profesor dr. Stanojević. Ta skupina v okviru proučevanja sprememb na trgu dela
se intenzivno ukvarja z razumevanjem pojava prekarnosti in njegovimi implikacijami tako v gospodarstvo kot v širši družbeni kontekst. Raziskovalna skupina ugotavlja pomen spreminjajočih se vplivov notranjih in zunanjih dejavnikov na spremembe sistema zaposlovanja in zaposlitvenih razmerij. V Sloveniji, seveda, v razmerah globalne delitve dela, naraščajočega storitvenega in z njim z novimi tehnologijami podprtega dela v evropski starajoči se družbi. Na osnovi večletnih raziskovalnih projektov, opravljenih v Sloveniji, pa tudi mednarodnih, ki so omogočili primerjavo slovenske situacije s tisto v drugih evropskih državah, je objavljena vrsta publikacij doma, v tujini in oblikovana so priporočila političnim odločevalcem. Temeljno sporočilo teh raziskav je, da se v Sloveniji segmentacija trga dela, torej razcep med standardno zaposleno in prekarno, večinoma mlado populacijo, poglablja. Analize, ki so jih pripravili naši raziskovalke in raziskovalci, sugerirajo, da je pritisk mednarodne konkurence in mednarodnih institucij, ki mu je izpostavljeno majhno, odprto gospodarstvo, ključni dejavnik teh sprememb. Zaradi tega je učinek javnih politik, ki so osredotočene na omejevanje segmentacije trga dela, omejen, vendarle ni nepomemben. Pred enim tednom smo na tej fakulteti predstavljali knjigo Mediji in spol. Uredili sta jo kolegica Pajnik in Lutar. In v tej knjigi je posebno poglavje posvečeno prekarizaciji v novinarstvu. Kolegica Hrženjak tako na primer navaja, da je kar tretjina novinark in novinarjev zaposlena prekarno. In če natančno pogledamo podatke, še posebej izstopajo ženske. Za prekarnost je namreč enako kot za druge neenakosti značilno, da se veča, ko jo opazujemo in merimo presečnostno, se pravi, če upoštevamo tako spol kot tudi starost. Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani je sama pred nekaj leti na pobudo sindikata pod vodstvom takratnega dekana profesorja Bohinca zaposlila čistilke in uredila njihovo delovno razmerje. Trudimo se z urejanjem statusa raziskovalk in raziskovalcem, trudimo se z vstopanjem mladih. In kot dekanja vsakič znova ugotavljam, da je prav neverjetno, koliko neurejenosti v sistemu financiranja, zaposlovanja, umeščanja v razrede prinaša delodajalcu želja, preprosta želja, da uredi stvari korektno, tako kot zahteva delovnopravna zakonodaja. Včasih pravzaprav na robu obupa razmišljam, ali sploh je še kaj urejeno. Vendarle sem danes seveda zmerno opogumljena zaradi zasedbe tu sedečih in razpravljajočih. Verjamem, da z združevanjem politične moči in znanja, poznavanjem priporočil stroke ter resnično željo, da bomo moč in znanje uporabili za dobro ljudi, verjamem v spremembe. Torej, naj ponovim, preprosto je, vendar zahteva določeno veščino. Naučiti se moramo, kako nahraniti drug drugega. Hvala lepa. Najlepša hvala, dekanja. Torej, vse govornike bi prosil, da se omejujo na 10 minut, da pridemo pravzaprav v tem zelo intenzivnem delu v bistvu vsi na vrsto. Prosim dekanjo ekonomske fakultete, dr. Metko Tekavčič, da se nam pridruži na govornici. Hvala. Torej, prekarnosti ste se na ekonomski fakulteti posvetili že pred letom 2017. Zanima me, kako se razrast prekarnosti pozna znotraj gospodarstva in zakaj je pomembno, da ekonomska fakulteta sodeluje znotraj proučevanja fenomena. Prosim. Dober dan, dragi Črt, dovoli prosim, da tudi jaz v svojem imenu pozdravim vse udeležence in se zahvaljujem kolegici Moniki, da vas je pozdravila v imenu univerze. Za nas na ekonomski fakulteti je zelo pomembno, da sodelujemo pri študijah, pri interdisciplinarnih študijah z področja prekarnosti. Dolgo nazaj smo se začeli s tem ukvarjati in organizirani kar nekaj odmevnih mednarodnih srečanj na tem
področju, predvsem z vidika proučevanja stanja na trgu dela. Imamo veliko raziskovalcev, ki se tem vprašanjem pozorno posvečajo in seveda imamo tudi veliko rezultatov tega raziskovanja. Prvo mednarodno konferenco smo imeli, mislim, da kakšnih 6-7 let nazaj. Takrat je bila na njej uvodna govornica, raziskovalka te fakultete, doktorica Anja Kopač Mrak, v vlogi novopečene ministrice, mislim, da je bila to ena prvih delovnih obveznosti, tako da je spregovorila predvsem kot raziskovalka, smo pa naredili pomemben premik v svetu poslovnih in ekonomskih šol, ko smo gostili mednarodno dekansko konferenco leta 2014. Takrat smo izposlovali, da je bil uvodničar na panelnem delu kolega Guy Standing, in za svet poslovnih šol je bilo to nekaj neverjetnega. Prvič smo se o teh vprašanjih pogovarjali na ravni dekanov poslovnih šol, tistih seveda, ki so dolgo zasledovali samo profitni motiv kot priporočilo za delovanje organizacij v gospodarstvu in širše. S tem delom nadaljujemo. Lansko leto smo izdali zbornik s prispevki z področja študij prekariata. Takrat smo organizirali tudi posvet, kjer si bil ti povezovalec črt in verjamem, da bomo tudi danes vsi skupaj doprinesli en kamenček k temu, da se bodo stvari na tej poti tlakovale v pravo smer. Dovolite samo še, da povem, da je veliko raziskovalcev z naše fakultete, ki obravnavajo ta vprašanja danes na konferenci v tujini, prav z referati z tega področja, tako da jih ne bo z nami, bodo pa sodelovali pri pripravi zbornika. Panel, ki obravnava ekonomska vprašanja, pa bo namesto mene vodil in povezoval docent dr. Rok Spruk z naše fakultete, eden najbolj prodornih mladih ekonomistov, ki je zaradi številnih omejitev ZUJF-a bil kar nekaj let v poziciji, kakršno je prej opisovala Monika, nismo našli rešitve, da rešimo njegov prekarni status, no sedaj smo ga pa našli in se mu zahvaljujem, da se bo tudi z izkušnjami v zvezi s tem, kaj to pomeni za posameznika, odzval v panelu, ki bo obravnaval ekonomska vprašanja. Hvala. Hvala. Prosim dekana pravne fakultete, dr. Gregorja Strbana, ki na rektorju predlog predstavlja tudi Univerza v Ljubljani, da se nam pridruži na govornici. Dr. Strban, ste vodja projekta MAPA, nam lahko pojasnite, kako lahko univerza kot inštitucija sodeluje pri krčenju in odpravi posledic prekarnosti? Hvala lepa za besedo. Spoštovani visoki gostje, drage dame in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi. Na pravni fakulteti se prav tako seveda ukvarjamo z analizo prekarnosti iz pravnega vidika, pri čemer ugotavljamo, da pravne opredelitve pojma prekarnosti ni, kar pravnika nekoliko moti, ne veš, kje točno bi zagrabil zadevo. Sicer pa vsaka oblika dela, ki se pojavlja, ki niti ni nujno nova, tudi ni nujno prekarna. Zato se v projektu MAPA, ki analizira multidisciplinarno analizira prekarne oblike dela, ukvarjamo tudi s tem, kateri so tisti dejavniki tveganja prekarnosti pri posamezni obliki, recimo pri samozaposlitvah, pri začasnem agencijskem delu, pri delu za določen čas, krajši delovni čas in tako naprej. To analiziramo predvsem iz vidika delovnega prava, prava socialne varnosti, tudi zdravstvenega varstva in socialnega varstva. Zdaj, sama opredelitev mogoče niti ni toliko pomembna, kot so pomembni konkretni položaji, ki jih ugotoviš, da imajo predolge žlice in predolge roke, torej da nimajo normalnega dostojnega dostopa do dostojnega dela in do socialne varnosti in kateri so predvsem ukrepi, ki lahko to preprečujejo ali odpravljajo. Zdaj, zaprošen sem bil, da povem nekaj o tem, kako se univerza ukvarja oziroma sodeluje pri krčenju in odpravi posledic prekarnosti. Torej, Univerza v Ljubljani je ena večjih delodajalcev, zaposluje 6093 oseb
In seveda, kako se univerza vključuje v odpravo prekarnosti na več načinov. Eno je, kako ureja razmerja znotraj univerze, torej glede zaposlenih, glede raziskovanja, kar smo nekaj že slišali, kako glede študentskega dela in kako v razmerju do okolja, v katerem deluje, oziroma do zunanjih sodelavcev. Torej, zaenkrat, kot veste, univerza ne vodi natančno podatkov, koliko je dela za določen čas ali nedoločen čas. Uvaja se nov projekt oziroma informacijski sistem APIS, ki bo lahko pokazal tudi konkretne podatke. Veliko je bilo težav v preteklosti z zaposlovanjem za določen čas na projektih, ki so bili določen čas, vendar je fakulteta, posamezna članica, pridobivala projekte kontinuirano, ljudje so bili pa zaposleni ves čas za določen čas na posameznem projektu in to se je verižilo lahko leta in celo desetletja. Delovno sodišče je seveda to prepoznalo kot torej nedopustno veriženje pogodb za določen čas in priznalo delovno razmerje za nedoločen čas in tudi univerza spodbuja vse članice in kolikor imam podatek iz rektorata, da naj bi bilo to do konca letošnjega leta tudi urejeno, torej vsi raziskovalci tudi na projektih zaposleni za nedoločen čas in seveda, če kdaj ni takšnega obsega projektov, kot ga je bilo prej, je možno zmeraj odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Približno 1500 ljudi dela tudi z delovnim časom, ki je krajši od polnega. Zdaj razlogov, zakaj nimam, lahko nekateri tako želijo, lahko so to zdravstveni razlogi, invalidski razlogi, lahko so pa tudi prekarni delavci med njimi, ki bi želeli skleniti pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, pa tega ne morejo. Zdaj, kar se tiče študentskega dela, na univerzi seveda spodbujamo študentsko delo, ampak tisto študentsko delo, ki resno predstavlja delo ob študiju. Torej, če študent bolj študira kot dela, je študent, nek enostaven pokazatelj. Če bolj dela kot študira, je delavec. Nedopustno je, da slišite ali pa da vidite oglase, zaposlimo študenta. To ni več študentsko delo, če opravlja enako delo kot normalni, polno zaposlen delavec. In seveda obstajajo lahko znaki tudi delovnega razmerja, tudi sodišče že v teh primerih ugotovilo, da gre za delovno razmerje. Zdaj, delu študentov je lahko podobno delu upokojencev, torej profesori običajno lahko delajo dlje, kot morda nekdo, ki je neposredno v proizvodnji in se pojavlja tudi vprašanje, kako pustiti ali pa dopustiti in na kakšen način omogočiti delo upokojenih tudi na univerzi, s tem, da poudarjam, gre za vprašanje dela upokojenih učiteljev, recimo. Ne pa dvojnega statusa, kot se zdaj pojavlja, torej, da lahko zaposleni prejema pokojnino, ki to v resnici ni. Torej, neka obrnjena logika, ki se zdaj pojavlja. Zato, ker če nekdo, ki je že zaposlen, prejema del pokojnine, potem to po svoji pravni naravi ni pokojnina, ker pokojnina nadomešča izpadli dohodek ob nastanku socialnega tveganja izgube dohodka, temveč je to na nek način ukrep aktivne politike zaposlovanja starejših, ki bi ga morala financirati država, ne pa pokojninski zavod iz prispevkov. Gre tudi na nek način za obrnjeno solidarnost, torej zdaj aktivni plačujejo prispevke za tiste, ki že izpolnjujejo pogoje, ki imajo morda više dohodke, pa še zraven dobijo en del pokojnine, ki je pravzaprav niti ne potrebujejo. Včasih v šali rečem, če kakšno leto ne zboliš, si na koncu nagrajen, dobiš košarico zdravil. Se jih ne potrebuješ. Okay. Torej vprašanje, kaj je sploh namen sistema socialne varnosti. Kar nekaj pogodb imamo civilnega prava in tudi z SP-ji. Nekateri poklici so tudi taki, ki spodbujajo bolj samo zaposlitvene dejavnosti, kot so umetniške, kulturne, tudi pravnikov je veliko samozaposlenih, recimo odvetnikov in tako naprej. Zdaj, vedeti, koliko od teh oblik je prekarnih, torej tistih neželjenih in ki bi želeli delati polni delovni čas, kot rečeno, trenutno podatka ni, ampak projekti v tej smeri tečejo in ko bomo imeli tudi konkretnejše podatke v posameznih oblikah, bo seveda tudi lažje določiti čisto konkretne ukrepe, kako preprečevati prekarnost. Če vam dam primer recimo iz sistema socialne varnosti, še zmeraj v pokojninskem zavarovanju vse preračunavamo na polni delovni čas. Čeprav ni več tiste povezave med standardno obliko zaposlitve, polni delovni čas, nedoločen čas, standardno obliko dohodka in standardno socialno varnostjo. Zdaj je to nekoliko pomešano, lahko delaš malo in veliko zaslužiš, lahko delaš veliko in malo zaslužiš in vse te oblike je treba tudi
pravno normativno s konkretnimi ukrepi urediti. Hvala lepa. Hvala.